Z nami je Urška Sojč, pravna svetovalka iz Pravne službe Gospodarske zbornice Slovenije. Kaj lahko delodajalci v tem trenutku sprejmejo z namenom preprečitve morebitnega širjenja virusa med zaposlenimi in povezano s tem potrebne prilagoditve organizacije dela? Ja, poleg uvedbe dodatnih higienskih in zaščitnih ukrepov, ki jih je verjetno večina delodajalcev že uvedla, obstaja še kar nekaj možnosti, kako delodajalec omeji koncentracijo večjega števila delavcev na enem mestu in s tem prepreči širjenje virusa znotraj organizacije. Eden izmed teh ukrepov je lahko delo od doma. Pri delavcih, pri katerih narava dela to dopušča, se priporoča odreditev dela od doma. Pri tem ni potrebno spreminjati pogodbe o zaposlitvi, saj gre za izreden ukrep po 169. členu Zakona o delovnih razmerjih, ki omogoča enostransko odredbo dela od doma in spremembe kraja ter vrste opravljanja dela zaradi naravnih ali drugih nesreč, kamor lahko tudi štejemo razglasitev epidemije. Potem delodajalec, ki ima uveden neenakomerno razporejeni delovni čas, lahko delavcem odredi koriščenje oziroma kompenzacijo viška ur s prostimi dnevi ali pa ustrezno prerazporedi delovni čas v okviru letnega plana dela. Ukolikor pa so motnje v delovnem procesu prevelike, se pravi, da jih ni možno rešiti z ustrezno reorganizacijo dela, pa lahko delodajalec delavcem odredi čakanje na delo v primeru, ko jim ne more zagotoviti dela. In v tem primeru delavci prejmejo 80% osnove, čakanje pa je potrebno urediti pisno, lahko tudi po elektronski pošti in lahko traja največ 6 mesecev. V času čakanja na delo pa imajo delavci obveznost, da se na poziv delodajalca vrnejo nazaj na delo. Obrazci za odreditev dela na domu in čakanja na delo ter morebiti tudi drugih ukrepov bodo dostopni na spletni strani GZS. Kako naj ukrepajo delodajalci, ki zaposlujejo starše otrok, ki zaradi zaprtja šol in vrtcev ostajajo doma? Do sprejetja interventne zakonodaje žal tukaj ni veliko novih možnosti oziroma obstajajo tiste rešitve kot tudi sicer. Če otrok ni bolan, po tolmačenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje staršu ne pripada nadomestilo za nego otroka. Skrb za otroka, ki ne more v šolo ali v vrtec zaradi zaprtja, se ne priznava kot izolacija, saj le to odredi zdravnik bolni osebi. Prav tako pa se ne smatra kot karantena, saj ta se pa odredi strani Ministrstva za zdravje osebam, ki so bile v tesnejših stikih z okuženimi. Zato se morata v tem primeru delavec in delodajalec dogovoriti, kako se bo ta odsotnost upoštevala, seveda tudi glede na možnosti delovnega procesa. Pri delavcih, kjer je to možno, se lahko uredi delo od doma. Kjer še obstajajo kakšne rezerve v delovnih urah, se lahko dogovori tudi za koriščenje presežka ur oziroma za ustrezne prerazporeditve delovnega časa. Koriščenje letnega dopusta, tako plačanega kot tudi neplačanega, pa delodajalec sam ne more odrediti. To se lahko samo dogovori v soglasju z delavcem. Zakon o delovnih razmerjih pa ureja tudi nadomestilo plače v primeru, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile. Za višjo silo gre, kadar je nek zunanji vzrok, dogodek pa je nepričakovan in neizogiben. Po našem prepričanju je pojav epidemije koronavirusa zagotovo višja sila. V primeru višje sile si delodajalec in delavec delita tveganje, tako da je delavec upravičen do nadomestila v osnovi polovice plače, ki bi jo sicer prejel, vendar ne manj kot 70% minimalne plače. Vse te rešitve so bolj ali manj začasne narave, zato upamo, da bo čim prej sprejeta intervencijska zakonodaja oziroma interventni ukrepi, ki bodo dali jasne smernice in olajšali skrb za otroke v času zaprtja šol in vrtcev. Katera nadomestila pa bremenijo delodajalca in katera krije Zavod za zdravstveno zavarovanje? Opisala bom nekaj situacij. In sicer prva situacija je, kadar zdrav delavec po dogovoru ali po odločitvi delodajalca preventivno ostane doma.
V tem primeru prejema 100% nadomestilo plače, plačnik pa je delodajalec, saj ne gre za ukrep, ki bi ga odredil zdravnik ali Ministrstvo za zdravje. V primeru, ko zdravemu delavcu delodajalec odredi čakanje na domu zaradi poslovnih razlogov, se pravi nezmožnosti zagotavljanja dela, ta delavec prejema nadomestilo v višini 80% osnove na breme delodajalca. Po tem primeru, ko je zdravi delavec dela na domu po odredbi delodajalca ali dela drugo delo, to pomeni, da opravlja delovne obveznosti, se pravi opravlja delo, vendar na drugi lokaciji, se pravi doma ali na nekem drugem dogovorjenem kraju, takrat prejema normalno 100% plačo, ki mu jo zagotavlja delodajalec. Podobno je v primeru, kadar ima zdravi delavec odrejeno karanteno z odločbo Ministrstva za zdravje in lahko dela od doma. Takrat prav tako prejema 100% nadomestilo plače, ki mu jo izplačuje delodajalec, prav tako opravlja svoje delovne obveznosti. Kadar pa je zdravi delavec v karanteni na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje, pa zaradi narave dela ne more delati od doma, pa dobiva nadomestilo plače. V primeru, ko pa je delavec bolan, se pravi ima potrjeno okužbo, pa od prvega dne odsotnosti prejema nadomestilo v breme zdravstvenega zavarovanja, in sicer v višini 90% osnove prvih 90 dni, nato pa v višini 100% osnove. Kakšne možnosti ima poslovni subjekt, ki ima težave pri plačevanju davkov po obstoječi zakonodaji? Ja, davčna zakonodaja že sedaj predvideva določene ugodnosti poslovnim subjektom, ki imajo težave pri plačevanju davčnih obveznosti. Eden izmed takih rešitev je plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode. Naslednja možnost je obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem za največ 24 mesečnih obrokov oziroma odlog za 24 mesecev. Tu se ne preverja kriterijev hujše gospodarske škode, je pa potrebno izkazati zavarovanje. Potem možnost je tudi obročnega plačila davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave za največ 60 mesečnih obrokov. Ta ukrep velja za srednja in velika podjetja in se prav tako ne ugotavljajo kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode. Davčni zavezanec pa lahko da tudi zahtevo za znižanje akontacije davčne obveznosti zaradi nižjega pričakovanega poslovnega rezultata tekočega leta, to pa da preko vloge preko sistema e-davki. Odlog in obročno plačilo je mogoče na primer za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, ne velja pa za akontacije davka, davčni odtegljaj ali prispevke za socialno varnost. Vsi obrazci, seznami dokazil, pogoji in dodatne informacije se nahajajo na spletni strani FURS-a. Za vsa vprašanja oziroma vse informacije, ki se nanašajo na katerokoli od tudi prejšnjih vprašanj, pa se lahko obrnete na info.ali pravno službo GZS.